vzdrževanje bojnih in nebojnih vozil ter nadgradenj in RKBO sredstev. Hkrati smo namenjeni tudi za vzdrževanje v sklopu interventnega vzdrževanja, kjer zagotavljamo sile in sredstva. Zagotavljamo tudi pripadnike, posameznike za mednarodne operacije in misije v mednarodnem okolju. V nacionalnem okolju pa zagotavljamo sile za potrebe zaščite in reševanja. Začel sem kot vojak v Vipavi, potem sem pa nadaljeval iz Vipave, so me pa direktno poslali v 10. motorizirani bataljon. Delamo servis na Valuku, se pravi menjava tekočin, olj, filtrov, zavornih oblog. Delavnica je namenjena za vzdrževanje bojnih vozil, kot so vozila Hammer, Cobra, Valuk, Patria in Bow. Tukaj popravljamo vozila na prvi, drugi stopnji. Nekaj pripadnikov imamo pa tudi izobraženih na tretji stopnji. To so redni letni servisi, določena popravila in menjava določenih sklopov, ki pač jih je potrebno na določenih vozilih zamenjati zaradi starosti vozila ali zaradi obrabljenosti. V Delavnici Šentvid popravljamo program TAM in program PUH ter vozila iz civilnega programa, ki grejo v glavnem zunanjem izvajalcu. Tole konkretno pred nami je glava motorja PUH-a 230, ki smo jo dali zunanjem izvajalcu poravnati, zdaj pa čaka na montažo vdvične gredi, ventilov in to in potem bo šla nazaj v vozilo. Profili, ki upravljajo poklic in delo v naši enoti, predvsem avtomehanik za motorna vozila, avtoelektričar in pa tudi mehanik oziroma vzdrževalec. Pojavljajo se tudi profili, kot so ključavničar za opravljanje splošnih ključavničarskih strojnih del. Vzdržujemo bojna, nebojna vozila, terenska vozila, posebna vozila. Pri bojnih vozilih vzdržujemo Svaruna, Amerja, pri tovornih vozilih pa vse vrste Ivekotov, Mercedesov, Actrosov, še tudi Tame. Pri terenskih vozilih pa PUH in Mercedes bez. Vzdržujemo še tudi posebna vozila Renault. Naša četa ima v sestavi mehanike za kolesna vozila, pa tudi avtoelektričarje. Razpolagamo tudi z mobilno delavnico, ki jo lahko prestavimo po željah, kjer jo potrebujemo. Delavnica pa je v prvi vrsti namenjena za vzdrževanje Svarunov. Delo je vzdrževanje orožja za pehoto in orožja za podporo pehote. Pištole, avtomatske puške, ostrostrelne puške, bombomete, minometi, avtomatski bombometi, meterzajni topovi. Naše delo se največ sestoji iz letnih pregledov, ki jih je treba opraviti na vseh orožjih, ki se uporablja, in pa okvar. Vojaki najprej opravijo ved za orožarja, potem se pa na osnovi pridobljenega veda se potem pripadniki usposabljajo za posamezna orožja. Vzdrževanje streliva se začne v prostoru za temperiranje. V sami delavnici poteka delokrog vzdrževanja streliva. Torej od temperirnice do priprave dela in do zaključka delavnice, kjer je sama faza odločitve, torej ali se strelivo vzdržuje ali se strelivo uniči. Najprej na usposabljanje potem za manipulanta s strelivom, ter kasneje na tečaj za pirotehnika. Je pa ena bistvena lastnost, da je človek zanesljiv. To je ena vrlin pirotehnikov in pa potrpežljivost. Ona dva gor data granato, je pele granato po sankah ven in pol stroj granato razstav. Če bi slučajno prišel do vžiga, vžge na drugi strani. Na drugi strani je prostor, ki je tako narejen, protieksplozijsko in tudi v smeri eksplozijo. V smodničnici bo je ven pobrati smodnik, se smodnik loči in pol gre ta tulc še na odvijanje vžigalnika, zadnjega vžigalnika. Glede na to, da je to delo tudi nevarno, imamo določene ugodnosti, rekreacijski dopust, dodatek plače. Pirotehniki največjo pozornost posvečamo varnosti pri delu, pri našem delu popravnega izpita ni. V naši delavnici vzdržujemo radijske naprave in računalnike. Radijske naprave delimo na HF pa VHF in na radiorelejne naprave.
računalnike pa v bistvu servisiramo samo po hardverski liniji. V naši enoti so zaposleni pripadniki Slovenske vojske z izobrazbo elektrotehnik, elektrotehnik, energetik in tehnik informacijske opreme. 45. center goseničnih bojnih vozil Pivka je edina oklepna enota v Sloveniji, ki ima poslanstvo predvsem vzdrževanje vseh goseničnih bojnih vozil, usposabljanje tankistov, ker smo edina enota, ki se ukvarja z usposabljanjem, ohranjanjem tradicij oklepno mehaniziranih enot Slovenske vojske ter sodelovanje s pehotnimi brigadami. Največje število je tankov. Tank M84, M55S, BVP M80, to so transporteri, ter tudi nekaj drugih goseničnih transporterjev, ki so nekje ostali viška in so v glavnem predvideni za predajo v muzej. Članske delavnice izvajamo druge tehnične preglede na oborožitvi tankov. To je tankovski mitraljez DŠKM. Vzdržujemo tudi navarine naprave tankovske. Tukaj je sistem SU starejšega tipa. Na tem postavku je pa sistem FCS, katerega je proizvajalec Fotona in je na večini tankov tudi montiran M40. Potrebujemo kar precej mladih, predvsem mladih pripadnikov, da jih usposobimo za dolžnosti mehanikov na različnih sistemih, od oborožitve, motorja, elektronike, radijskih sredstev. Potrebujemo tudi posadke tankov, vlak je voznik, vlak je namerilec, to pomeni, da strela s tankom, izsek orožja, lahko je tudi poveljnik tanka, kar zahteva dodatno izobraževanje.